Na področju severovzhodne Slovenije so bile od nekdaj žive številne rokodelske obrti. Vse od pletarstva, sodarstva, lectarstva, kovaštva in lončarstva. Danes pa ta kulturna dediščina vse bolj izginja iz ljudskega spomina in v Pomurju najdemo le še redke mojstre starih obrti. Zato je še toliko bolj pomembno prenašanje znanj na mlajše generacije. Poglejmo si, kako uspešno so v Veržeju izkušnje preteklosti pretopili v znanje prihodnosti. No, 50 let je že od tega, ko sem začel. Ja, 50 sigurno. Ja. Samo bilo sta tu dva majstra, ki sta dobro vedela plesti. Tak, te pa sem enega videl, pa drugega. Potem sem te začel sam nekaj. Ja, v začetku je bilo bolj grdo, potem je duže lepše pa tako. Ja, po zimi samo delam tako, ne, poleti ni. Ja, te imam drugo delo, vidim na kmetiji. Pa tu z veseljem delam. Ja, vse večkrat je že kjer, jaz sem dosta nekde hodil po terenu. Od hiše do hiše. Ja, dosta, zdaj pa več ni. Ja. Samo enkrat, letos sem samo pri eni stranki bil doma, na dome. Pa vse, kar sem tu v moji delavnici delal. Ja. Po 50. letu in vse tjale do 90. let je bilo rokodelstvo dejansko drugorazredno, nekaj manj vredno in tudi izdelki narejeni doma so bili ne manj kvalitetni, ampak neuporabni, ker to, kar je bilo kupljeno, je bilo nekaj več. Samo tisti, ki so od tega po duši živeli, ker je bilo to neka družinska izročila, tisti so ohranili, vendar teh je zelo malo, še ti pa so zdaj tako odrasli že ali pa že ostareli, da počasi tudi spuščajo to obrt iz rok. Oče me je to naučil. Jaz, kako sem že mali bil, sem pri njem na ognjišču sedel, pa sem mu koks drobil, pa potem še večkrat sem se tudi spekel. Takrat, ko sem bil jaz vajenec, elektrike sploh ne je bilo v delavnici. Brez elektrike smo delali od noči do noči, na ognjišču je pa skozi mogel ogenj biti, ko se je kurilo, ko se železo ko se je grel, pa te oblikoval. V naši vasi je bilo 4 kovači, so bili, pa so skozi delo imeli. Zdaj pa sem edini še ostituirane še, ko je 10 let starejši od mene, tisti pa tudi več to ne dela, jaz se pa li s tem ukvarjam. Gremo, dokler je vroče. Jaz brez toga ne morem biti, po domače povedano. Jaz še 2 dni nemam kladivo v rokah, ko bi koval, mene roma boli. Te pa idem, pa vzemem 2 uri kovanja, terapija je končana, roma več ne boli. Mi, ko smo začeli tukaj ta stik, smo skušali najprej te rokodelce povabiti, da svoje izdelke pokažejo drug drugemu. S tem namenom smo preko LIDAR programa tudi opremili trgovino rokodelsko in na ta način tudi te njihove izdelke tukaj v tej trgovini prodajamo. Lahko rečemo, da gre to za neko tako socialno trgovino, ker mi tukaj skoraj ne pobiramo in vse, kar je v bistvu to, da ostane ta denar njim. In tudi gostje, turisti, ki prihajajo tukaj mimo v tem delu Slovenije, jih predvsem spodbujamo, da morda so res izdelki dražji kot v trgovskih centrih, vendar so ti izdelki teh ljudi tukaj, imajo dušo, pomeni, da tukaj zadaj se ohranja neka ta kulturna dediščina, tradicija teh ljudi, tehnologija, ki je dejansko za marsikater poklic rokodelski že izumrla in na ta način jih spodbudimo, da jo ohranijo, da jo razvijajo, potem s pomočjo šol, tudi da gredo na teren, da se razišče, kaj je nekoč bilo in na ta način res poskušamo to kulturno krajino, Prlekije zlasti, ohraniti čim bolj pristno in čim bliže ljudem.
Z slomokroštvom sem ukvarjan že 15 let, imam kot obrtnik. Pred cajti se je že to skoraj šlo v pozabo, ampak vidim, da tudi z moje strani se zdaj že kar precej vajencev bilo in so začeli nekaj delati. Da sin dela naprej je zelo fajn, ker se mi le vidi, da bo to šlo naprej, pa da ne bo izumrlo ta dejavnost, kajti zanimanje za ljudi, pa ohranjanje kulturne dediščine bo pa tudi trebalo ohranjati, drugače pa bo tako se izničilo, če tega ne bo več doben delal. Včasih so uporabljali pšenične slame, ker so bile tiste te visoke sorte, zdaj so te sorte izginile, je premalo slame, je tisto prekratka. Tako da zdaj v glavnem uporabljamo samo rženo slamo. To je treba posejati, požeti, to v glavnem vse ročno pospraviti, ročno omlatiti. Če sta dva delavca, ko se pokriva, je to 1 ura na kvadratni meter. In zdaj je potrebno pritiskati z desne strani, pritiskamo gor, z leve strani pritiskamo sem in dvigujemo trebušne mišice, pravi hrbtne, roke, v glavnem se rekreirate. Rede? Jaz sem sicer lončarka z malim L-jem, ker sem pred 2 letoma tukaj v Veržeju preko pilotskega usposabljanja se naučila lončariti. Delam poslikave na majolika tehnika, se imenuje. To je inglazurna tehnika, ki jo je v bistvu mojster na našem področju izvajal in ki je zelo redka in meni je zelo všeč. Jaz res uživam pri teh poslikavah in se dobro počutim ob tem, ker vem, da njegovo delo ni izumrlo in da potuje z mano naprej. In jaz to zdaj tudi se trudim v teh delavnicah, da predajam na bodoče rodove. Jaz se vedno razveselim, ko grem v to našo nedokončano lončarsko delavnico, ker dejansko mi smo to delavnico opremili z LEADER programi, potem smo tudi izobrazili lončarko preko teh programov, da sedaj ona sprejema z nekim navdušenjem družine, odrasle, mlade in ko vidim, ko z neko res tisto zavzetostjo, z dušo ustvarjajo s to glino, s tem blatom, ampak na koncu nastane nekaj lepega in so ponosni, to s ponosom nosijo okrog in reče, to sem pa jaz naredil, to je pa moj izdelek. Torej, ta sredstva LEADER programa so izjemno pomembna prav zaradi tega, kajti ti načrtovalci majhni, ki niso vešči priprave teh projektov, zagotovo njihovi projekti nikoli ne bi zagledali luč sveta. Tako so pa s pomočjo organiziranosti v okviru LAS-a prišli do teh samih projektov in tudi do njihove uresničitve. In v glavnem smo pa pomagali tistim, katerih projekti so bili trajni, tako da živijo in da so tudi zaradi prepoznavnosti same Prlekije pomembni. To mi delamo zdaj srčke majhne, pletenje, slame. Delamo pa že 35-36 let. Jaz, žena pa 45. Nekdaj se je v Lipovcih delalo, mislim, vasi, ki sem jaz doma, zdaj 6-7 družin. Zdaj so dejansko 2 družine in 3, ki se je naučila od nas. To sem se naučil od očeta, od tasta. On je rekel, nas prosil, naj ne zapustimo te stvari in smo se pač tako odločili, da delamo. Naučil sem tudi od svoje otroke, vnukica dela že, tako da mislim, da bo ostalo še naprej. No, mi prihajamo iz mesta in zato je zelo malokrat imamo priložnost, da se srečamo s takimi stvarmi. Zaradi tega, ker meni se zdi, da že zdaj je to znanje zelo malo cenjeno in se pač zaradi tega tudi zelo zgublja. Prvič to delamo, tukaj smo šolo in se mi zdi zelo zanimivo v bistvu. Res neka taka starinska obrt, ki sploh nisem vedela, da še obstaja, res. Mogoče ljudje sploh ne cenijo takega znanja več, tako kot so ga včasih, ampak je zelo tako pomirjujoče in sproščujoče. Zato mislim, da bi ljudje morali več razmišljati o tem in tudi delati take stvari. Pravim, veliko je teh termalnih kopališč, veliko, vedno več kolesarjev, pomeni ljudi se vedno več tukaj mimo pripelje, se ustavi in če ne bomo tukaj znali ponuditi to, kar imamo, to, kar živimo že stoletja, potem bodo ti ljudje odšli in se ne bodo več vrnili. Če bodo pa tukaj začutili to bližino ljudi, to, kar ljudje ustvarjajo, se vračajo in s tem tudi ta pokrajina dobiva ljudi, ki dejansko pridejo nazaj, da doživijo to bližino narave, bližino ustvarjalnosti in s tem skupaj
ohranjamo identiteto, lahko rečemo, ne samo te krajine, ampak celotnega naroda. To je moj vsakdan, začne se ob 4 zjutraj, moža prične ob 5 in potem to traja približno do 11 dopoldne, ko je skuta narejena, vse pospravljeno, sir previt in potem je pa še čiščenje. Ja, včasih je bilo tako, da če si kot pasir pa mlekar, če nisi bil dober od mleka za jesti, nisi mogel na planini preživeti. In mleko, in glavno je bilo to skutnica, pravimo, pa ta sirotka in take reči. Če tega nisi bil, nisi mogel v planini delati, ker drugega ni bilo. In zato še nekateri spoštujejo to in tudi ti starejši mlekari in to vse predelujemo in delamo. In se nam zdi zelo koristno nek dodatek. Iz tega sira, kjer imamo mi 200 litrov mleka, bomo naredili približno 22 kilogramov mase, sveže mase sira. Od tega bo ostalo približno 170 litrov sirotke. To sirotko potem pa ponovno segrevamo, dodamo nekaj procentov mleka pri temperaturi 70 stopinj, segrejemo do 90 stopinj, dodamo kisav, kot se temu reče, to je kisla sirotka, ki pomaga povleči skuto. To je aluminijska skuta, ki jo potem z cedilom vzamemo in v bistvu res na koncu ostane sirotka. Na teh planinah včasih so sirotko, ker vode ni bilo, je bila zelo koristna, nujno potrebna, uporabna in so za živali porabili in pastirji so imeli namesto vode, so ohladili in kot čistilo je bilo izredno koristno. Ko je bilo sirotko, naprimer skuta pobrana ven, je bila 90 stopinj topla in so vse vrče, posodo, vse oparili, vse počistili, ni bilo nobenega čistila, je bilo izredno koristno, uporabno sirotko. Zdaj Bojan, bova pa mi dva probala, kaj smo naredili. Ja, bomo videli. Za zdravje bo, ne bo pa šlo v glavo to. Bomo videli, zdaj ti bo ratalo danes. Iz tega bo še skuta. Rečo na zdravje. Ja, zdaj da vidimo, ki še nakusja, ki bo. Da bi ljudje vedeli, kaj imamo mi tukaj. Projekt Sirarska skuta in sirotka je za to dolino, za vse te, kar se ukvarjamo s planšarstvom, s predelavo mleka, s sirarstvom izrednega pomena. Mogoče so bile leta, ko se je premalo zavedalo pomena tako sirotke, tako albuminske skute, ko tu moram povedati, tu gre za albuminsko skuto, ne tisto skuto iz mleka, ki je splošno znana, ampak je to skuta, ki se naredi iz sirotke, ko se pobere sir, ko se doda kislino, da potem tiste bogate beljakovine se zberejo in se pobere in se potem odsedi in to je tista naša skuta, tminska skuta, če rečem tako. Ko sem bila še mičkana, ko me tato pelil v planino, pa je prišel kakšen od koda, včasih je bilo tudi turistov po planinah, zelo manj, kar je zdaj, pa si ponudil sirotko, se mu je bilo narodno ponuditi, ker ni vedel, kako bo odreagiral, ali bo popil ali ne bo popil, a se mu bo zdelo to fajn, a se mu bo zdelo za malo, Pa se zmislim, ko so bile leta, ko smo začeli, ko je prišel kakšen odkot, skutenca ponujati. To je skutenca, je tista reč, kar je sirotka, pa še kosi skute, da naprav odsediš, da ne pobereš prav vsega, pa daš v čeber, In tisto so začeli počasi, mi rečemo plat, pobirati žlico z dnavanjem, pa včasih se je kakšen naredil tako zelo čudno, kakšen je pa rekel, to je super stvar, zakaj se tega koder ne dobi. In pa smo začeli razmišljati v to smer, da je to pa res lahko nekaj dobrega.
Sirotka zdaj v zadnjih letih je prišla bolj do veljave. Pri nas včasih do sirotke nismo dosti poznali, ampak so jo mojo prešičem dejali. Da bi jo pa jedli kdaj ali pa kuhali v nje, pa ne. Zdaj v zadnjih letih so začeli malo bolj promotirati telo sirotko. Da se pije, da se jo tudi predaja, da se kuha v nje. Na teh delavnicah sem videl največ težav pri tem, kako približati hrano zavržno tekočino v vsakdanjo uporabo. Se pravi, da smo povsod, kodar je uporaba, ne vem, juhe, mleka, vode, smo zamenjali sirotko. Tudi če smo recimo polento skuhali na sirotki, drugačna zgodba, drugi okusi, pestrost. Testenine smo kuhali v sirotki namesto v vodi. Juho smo naredili kombinacijo mlečne juhe, mleko odstranili pa dodali sirotko. Se pravi, cenovno zmanjšali strošek, pa obogatili, ker pač samo bogatstvo sirotke je proti mleku neprecenljivo drugačno. Sirotka je sama po sebi toliko pomembna lahko za nas in bi mi lahko bili z njo ponosni ravno toliko, kot je Nemčija na Schwarzwald torto, kot so Avstrijci na saharco svojo ali pa Hrvati na paški sir. Za te planine je v bistvu najbolj dragocen produkt sir. S tem, da pa doda vrednost temu siru skuta in sirotka posledično. Vse to je ena dodana vrednost. Eni načrti so, da bi v bistvu sirotko in skuto poskušali porabiti v gostinske namene v tem poletnem času in da bi gostinci in v bistvu tudi sirarne začele pripravljati enostavne jedi, lokalne, na osnovi sirarske skute in sirotke in da bi jo porabili čim več. Kaj se je zgodilo, ko smo pričeli s temi demonstracijami? Ljudje niso mogli verjeti, da je to iz sirotke. Ljudje so se navadili teh velikih trgovskih centrov in posledično je upadla prodaja skute sirarske, kar pa je z vidika zdravja nesprejemljivo in z vidika kakovosti samega produkta, da se čim več lokalnega materijala potroši doma. Ja, z ovcmi živim že prav od majčkega ven. Zdaj v šiht so mi pa 20 let, no. In brez njih ne gre. Tu moraš biti zastrupljen z njimi, to je bolezen, tu ne gre. To ovco moraš imeti tako red, da se ne da povedati, no. Na Bovškem je trdo sirarstvo najmanj, jaz bom rekel, 1000 let, sigurno. Prvi pisani viri pa obstajajo že iz 1370, ko smo dobili v urbarjih omembo bovškega sira kot plačilno sredstvo za dajatve grofu. Dejansko je to stvar nas, ovčarjev, da smo premalo ponosni na našo zgodovino, na to našo zgodbo, ki je 1000-letna. In bi morali to na vsakem koraku poudarjati, biti ponosni na izdelek, ki ga naredimo. Ovčja skuta in sirotka sta zelo malo poznana. Če vemo, da je tudi sir, ovčji sir, to je ta naš bovški sir, trentovski, v širšem svetu skoraj nepoznan. Slovenija ga zdaj počasi poznava, je pa še premalo cenjen. Ja, ta naša bovška ovca oziroma trenterca, pravim jaz, da temu od litre pa do 3 liter ta boljše. Delamo sir, skuto, sirotka se porablja z pijačo ali pa prehrano. Že od skozi je bilo tako, da to je pač neki stranski proizvod, ki je ostal pri predelavi sira in skute in koliko se je popilo, se je in ostalo je šlo pa prašičem, če so bili na planini, če ne šlo pa tudi kar po brehu navzdol. Skozi te projekte skuta in sirotka se je začelo ugotavljati, da dejansko je sirotka izredno uporabna
prehransko, lahko nam rekli tudi dopolnilo, ali pa da se iz sirotke da narediti izredno kvalitetno hrano, ki jo danes niti nismo poznali v tej obliki, porabo sirotke. In skozi to, ko bodo ljudje spoznali, na koliko raznovrstne načine se da sirotko uporabiti, bodo tudi bolj povpraševali po njej. Mi od začetka, ko smo začeli kuhati albuminsko skuto, smo se sploh odločili, ali bomo kuhali ali ne bomo v mlekarni, ker nismo vedeli, da se nam to splača, ali bo sploh tel kakšen kupiti. Ampak zdaj, jaz povem pošteno, bi jo prodali več, če bi imeli, ampak toliko lahko skuhamo. In jaz mislim, da tudi skozi ta projekt, ko se je začelo bolj govoriti, ko se je objavilo, recepte, ki se da vsega narediti in z take skute in z take sirotke, da ratajo najbolj štrudli na svetu z take skute, ne? Ali pa če probite speč kruh s sirotke, namesto da daste vodo ali pa mleko not, je prav drug kruh, tak rahu, tak, kar dehti. In mislim, da ljudje potem, ne samo mi smo že poznali tu v tej dolini, tako skuto kot sirotko, ne? Ampak drugodje niso vedeli za njo. In če to ti veš, če to poznaš, boš pa vprašal po tem proizvodu, ali ga boš pa vprašal, da ga boš probal dobiti kot v kakšni trgovini, pa ga boš prišel k nam iskati. Prav mi smo eni teh, ker smo sirotko veliko ponudili na trg, imamo kar širok spekter, tudi v sirotko dodajamo različne dodatke, kot od sadja do zelišč. Prav sirotka bila taka, me je spodbudila, da se je v bistvu iz mleka da narediti marsikaj, ne samo do znanih točk, da se da peljati naprej. No. Projekt, kot je ta, sigurno dviga samozavest kmetom, spodbuja jih, da svoje izdelke, ki so sigurno dobri, lahko ponudi širše, tako tudi privabi ljudi, se ljudje sploh vidijo, kaj vse se v teh krajih in blizu njih da narediti in se prideluje. Običajno se juhe kuha na vodi, ker pa smo mi planinski narod, smo se pač odločili, da bomo to juho kuhali na sirotki. Same sirotke mislim, da ljudje niti ne prepoznajo. Če jim jo nekako podtakneš, jo pa z lahkoto sprejmejo. In nekateri sicer ugotovijo, da ni čist navadna voda, večina ljudi pa niti ne ve. Šele ko jim poveš, reče, pa je bilo dobro. Tale kisla sirotka je z okusom. Konkretno jo pripravljamo tukaj na tržnici samo za eno stranko, ki pač ne mora čistega specifičnega okusa po sirotki, drugače so pa možno tudi kakšni pudingi z sirotko in tako naprej. Možnosti je nešteto. Mi nismo izumili nič novega, to je že vse stara stvar. Mi samo obujamo pač par stoletno tradicijo, kar je šlo v pozabo. Drugače pa to so se po planinah preživljali s tem, to je pač nekaj naravnega. Te projekti nam veliko nudijo, podporo v bistvu izobraževanju, vseh na področju trženja, promocije, glede izobraževanja, glede proizvodnje in vsega. In nam dosti pomagajo te projekti. Program LIDER, skozi katerega peljemo veliko število projektov, je vsekakor eden od pomembnih razvojnih elementov. Ciljna skupina je seveda podeželsko prebivalstvo. Skozi projekte se to podeželsko prebivalstvo izobražuje. Če govorimo o področju lokalnih produktov, so se skozi te projekte odprle tržne poti. Vrši se neposredna prodaja. Kupec ve, kdo za izdelkom stoji, kdo ga prodaja, kako ga proizvaja. Prodajalce lahko obiščemo na domu. Vemo, kje je izvor te lokalno pridelane hrane. No, sigurno, da je izhodišče projekta Sirarska skuta in sirotka v tem, da je Posočje znano po odličnih sirih. Se pravi, sir je izhodišče, potem pa je seveda prav, da se vse stranske proizvode ali pa, če hočemo tako reči, odpadne proizvode takrat porabi za to. Drugo, kar je šlo na roko temu projektu, vračanju nazaj v bistvu, je zavedanje ljudi, da želimo jesti bolj naravno. In s tem, to je bila odlična priložnost, z veliko dela seveda v zadnji, z veliko usposabljanja, izobraževanja, da imamo danes na koncu kar nekaj ponudbe. Te izdelke ponujajo taki ali drugačni obliki. Mali proizvajalci in velike sirarne delajo druge izdelke. In je to en odličen proizvod, ki prinaša po eni strani dohodek posameznikom, po drugi strani pa zadovolji potrošnika, ki želi živeti naravno.